Nekateri mu pravijo, da je angel v človeški obliki. A vsi se strinjajo, da je človek, ki upravlja svoje življenjsko poslanstvo in je svoje potenciale, ki so mu bili naravno dani, izkoristil. Pred kratkim je zapisal in bom z vami delila tole čudovito misel. Naša srčna dejanja, lahko bi jim rekli tudi dejanja duše. Tista dejanja, ki so spontana in so odziv na trenutno stanje, so ključ. Ključ do osebnostnega napredka po energijski lestvici. In kaj ni to tisto, kar si vsi želimo, da bi napredovali kot ljudje? Uroš Brumen je danes v naši družbi. Lepo pozdravljeno, tudi ti. Hvala, ker si se odzval našemu povabilu. Z veseljem. Zmeraj imava toliko stvari, ki bi jih rada povedala, predvsem pa zmeraj dobiš tudi sporočilo, ki ga moraš predati in tudi sporočilo od zgoraj, kdaj moraš narediti kakšno prireditev, kje se moraš pojaviti. Tako. Moram reči, da v tvoji družbi me že dolgo ni bilo, ampak ta čas je nekako tudi zame bil zelo pomemben. Nekako bom rekel, da sem skozi ves ta čas dozorel in tudi razumel vse tisto, kar zdaj predajam ljudem. Wow. Se pravi, še nadgradil si, ne bom rekla znanja, ampak izkustva. Tako, bolj izkustva bom rekla, ker izkustva so tista, ki držijo nas kot energijo in pa kot fizično podobo tudi po konci. Če ne bi bilo izkustev, nas praktično ne bi bilo. In potem tudi, po domače povedano, ne bi bilo te pristne, višje ljubezni, o kateri danes govorimo. Zanimivo je, na tvoji spletni strani urošbrumen.si sem prebrala en tak zanimiv stavek, a sem se tukaj nasmejala, da mi v bistvu za to življenje rentamo telo. Tako je, rentamo telo ravno zaradi tega, da tiste duše, ki so nam namenjene ali pa smo posledično tudi namenjeni mi njim, da lažje opravimo to nalogo tudi v fizični podobi. Kajti, ko mi dva recimo začneva govoriti o energijah in podobnih stvareh, se bi naj ljudje imeli za malo zmešana, recimo, ali pa, bomo temu rekla, razlagala bi o stvareh, ki jim nekako jih ne bi mogla nekako tudi dopovedati. Zato so tukaj fizične stvari, zato je tukaj tudi recimo nova knjiga, če se lahko v tvoji oddaji kot prvi pohvalim. Nova knjiga? Nekako okrog poletja bo tudi šla. Odlično. S kakšnim naslovom? To pa zaenkrat še ne povem. A, res? Okej, dogovorjeno. Zaradi tega, ker še sam nisem popolnoma 1000%, da energije, kot ta naslov hočejo, pa naj ostane skrivnost. Pa ne ostane skrivnost. Tako. No, ampak skrivnost pa vsekakor ni v tem dogodku, ki ga pripravljaš. Tako, 19. februar ob 17. uri na Viru pri Domžalah pripravljam Valentinovo nebeško čajanko. Nebeško čajanko. Zakaj nebeško, te zanima? Ja, seveda, da me zanima. Se mi je kar zdelo, veš. Ampak, ko sem nekako dal ta naslov, so ljudje, ki delajo z mano ta dogodek, bili malo, bom rekel, fascinirani ali pa presenečeni. Vsak se je zataknil v ta pridevnik nebeška. Nebeški. Zakaj nebeška? Zaradi tega, ker na tem dogodku bodo ljudje, ne da bodo srečali sami sebe, ne da bodo srečali svoje potenciale in ne da bodo srečali praktično svojo življenjsko zgodbo. Brez tega, da bi o njej govorili, praktično energije bodo za to poskrbele, da bo se vsakega dotaknilo tisto, kar v danem trenutku seveda najbolj potrebuje. Nebeška pa tudi zaradi tega, ker se bo ponavadi zgodilo, tudi na vseh mojih dogodkih se to dogaja, bodisi ali so to predavanja, delavnice ali pa še karkoli drugega, vedno pride kakšna duša potrkati, da preda sporočilo, ne vem, svoji še živeči fizični podobi. In zakaj je tudi tak naziv? Zaradi tega, ker ljudje po drugi strani si ne dovolimo, zaradi vsega dogajanja in vsega največkrat, takrat, ko bi bilo to seveda pomembno, poslušati sebe. Se pravi, na vseh dogodkih, ne glede na to, katera je rdeča nit,
Tako. Če ti začutiš dušo, ne vem, umrle babice, ne vem, Tako je. kogarkoli pač že, nekoga, ki je tam, to nemudoma predaš. Vedno spregovori, ampak ponavadi se zgodi tako, da ljudje razmišljajo o tem, ja, zdaj se pa Uroš pripravlja, zdaj pa mora tega priklicati, onega priklicati, zato da bomo vsi imeli kaj od tega. Ne, tudi sam recimo še par sekund predno se duša ne materializira, bova rekla, ne vem, katera duša bo spregovorila. In največkrat, če me vprašajo za nazaj, ne, Se ne spomniš? se ne spomnim niti, kaj sem povedal, niti kdo je govoril čez mene. Tako da to je, bom rekel, po eni strani moja rešilna pilka, po drugi strani pa velika težava, ker včasih bi bilo te stvari fajn zapisati, ampak so očitno namenjene samo zato, da jih sliši tista okolica, da jih sliši tisti spektar ljudi, ki je tam prisoten. Tisto, kar slišiš, slišiš in ti je namenjeno. Tako, ja. Zakaj si pravzaprav se odločil za tole nebeško čajanko v Domžalah ravno v tem času, zmeraj glede na čas, kolikor vem, dobiš tudi neka sporočila, kaj Tako moraš je. tam predati? Tako. V bistvu nebeška čajanka je več bolj kot ne, bom rekel temu, obljuba mojim gledalcem iz Energošova, zelo uspešnega Energošova v Domžalah, ki smo ga imeli decembra, skupaj z glasbenimi gosti. In ta obljuba je nekako prerasla v en tak dogodek, za katerega pa upam, oziroma upamo tudi tistimi, s katerimi delam, skupaj z Manco Špik in pa Danielom Popovičem recimo, ne, upamo, da bo ta dogodek nekako tudi prerastel v en tak dogodek, ki se bo dogajal glede na letne čase. Wow, glede na letne čase. Tako. Ja, ker recimo letni časi niso za brez veze, pravijo, da ob, ne vem, Tako. poleti tudi hrano prilagodiš letnemu času. To bi ne vem, mogli ne. ljudje delati. Tako, Ja, pa recimo po zim se vsi zredimo, ne, tudi živali v naravi. Zimsko spanje je to, Zimsko spanje in rabimo zmeraj druge stvari. Odlična Tako. ideja. Zakaj pa tudi glasba? Je tudi glasba en tak izjemen kanal, preko katerega ljudje lahko dobijo tisto, kar je v njihovo najvišje dobro? Bom rekel, predno so ljudstva sploh začela govoriti, je bila tukaj glasba. Ne vem, če meditiraš oziroma ti tako to prakticiraš, to vem, ampak dejansko, če si nekako v stanju sam s sabo, si dejansko tudi sposoben slišati sporočila narave. In glasba je en tak poseben približek tega, kar nam narava da. Je pa res, da sem za to sodelovanje zbral ljudi, ki praktično ne da pojejo, zato ker morajo peti, zato ker si to želijo, ker je to njihova modna muha, ampak zato ker se po njihovem petju, po njihovem dejanju tudi čuti, bomo rekla, da to delajo res iz sebe. In zato sem nekako zbral tak spektar ljudi okoli sebe, da ljudem, ki pridejo na ta dogodek, pokažem, da se da doseči tudi svoj maksimum ali pa nad maksimum, če si dovoliš prisluhniti. Se mi zdi, da v tem času, ko se veliko govori tudi o čustvenem vampirizmu, o ljudeh, ki ti srkajo energijo, ki te izkoristijo in tako naprej, so ljudje kar malce zadržani pri vseh stvarih, ki jih počnejo, ampak nekje sem prebrala, pa ne vem, mogoče celo na tvoji spletni strani, da pravzaprav, kadar daješ energijo iz ljubezni, radostno, z veseljem, da se ti dejansko obnavlja, da je niti ne porabljaš, ampak da je dejansko jo dobiš še več. Več kot daješ, več tudi dobiš. Zanimivo je, da ljubezen je edina energija in edini vir, ki sploh obstaja. Ne? In tako je tudi, tako ti recimo mi na fizičnem nivoju poznamo dan pa noč, tako je tudi ljubezen in pa sovraštvo dan in noč. Ne? Ampak mi smo v svetlobo kot duše poslani zato, da praktično stremimo k temu, da ta ljubezen zaživi, da v naši duši in pa tudi v dušah tistih, ki so nam blizu, nastane dan. Se pravi, da gremo nad to polarnostjo. Tako, recimo, če se lahko dotaknem ene situacije. Zelo veliko delam z ljudmi in to se mi zdi en tak lep primer, ko bi ga lahko tudi delil z gledalci. Veliko delam z ljudmi tudi, ki so po raznih rakavih obolenjih in podobnih neozdravljivih za fizičnih svet stvari,
Ampak tam se je že večkrat nekako tudi nakazalo, da tako kot se človek odloči, tako tudi je, ampak ta odločitev izhaja iz ljubezni. Ne? Če se človek odloči, da se je pripravljen boriti, ampak ne govoriva o odločitvi na fizičnem nivoju, da ti zdaj zbereš celotno tvojo družino ali pa tiste, ki so ti najbližje, pa rečeš, jaz sem se odločil, da sem boril, ampak da to pokažeš z dejanji. Ne? In največkrat se to pri teh ljudeh vidi, jaz jim lahko pomagam, jaz jim lahko tudi energijsko stabiliziram stanje, ampak če človek v eni vejici stavka recimo ne sprejme določene situacije, potem lahko stvar pade, če se sam ne bori. Ne? Se pravi, tako kot smo postavljeni oziroma tako kot smo rentali telo, smo odgovorni tudi za njega. Ne? Ampak pri bolezni, recimo, ti vidiš energijsko sliko vsega, kar se dogaja. Mogoče se mi zdi, recimo, da ljudje, ki rečejo, boril se bom z boleznjo, jo morajo v bistvu sprejeti, jo morajo, kaj ne? To je največja napaka. Ker to je isto kot pri ljubezni. Če se ti proti ljubezni boriš z sovraštvom, potem boš sovraštvo nazaj dobil. Ne? Ljubezen je ena taka, gospa bova temu rekla, ker najlažje tako ponazorim, ki ima največ obrazov. Ne? Ljubezen je tudi bolezen, ne? Ker predno ti sprejmeš bolezen, se moraš najprej vprašati, kaj ti ta bolezen v življenje prinaša. Kaj ti sporoča? Tako, kaj si pravzaprav pridobil z njo. In zakaj si prav zaradi te bolezni, če se temu dotakneva, ne? Lahko, bomo rekla, temu boljši človek. Veš, kaj pa meni najbolj zanimivo, recimo, na tvojih dogodkih, da pravzaprav človeka duša pokliče, da se mora udeležiti. Tako. In da pravzaprav vsak udeleženec, ne glede na to, koliko jih imaš, pa vemo, da jih imaš vedno veliko. Ogromno jih je, resnično je. Da vsak pride s svojim določenim namenom in da je poklican, da ga duša pokliče, da pride in da je prisoten. Tako, zato so pa te dogodki iz moje strani, bom rekel, sem vedno fasciniran zaradi tega, ker recimo, če pride 200 ali pa 300 ljudi, logično je, da za vsakim ne morem spregovoriti o njegovi težavi, ne? Ampak nešteto jih piše po dogodku, da se čutijo olajšane, ne? Zato, ker energija oziroma energije tistih njihovih bližnjih, ki niti ni nujno, da spregovorijo, naredijo tisto, kar človek, še živečo bitje, v danem trenutku seveda potrebuje. Vsak človek v svoje življenje, zato da bi napredoval, dobi določene probleme, težave, pa recimo temu lekcije ali pa izzive. Tako je. In najdemo oziroma pridejo v naše življenje učitelji, ki so včasih naši mučitelji. Ne? Lepo si tole rekla. In naši trenerji, recimo čustveni ali pa kakorkoli pa že. In sama sem preizkusila to, da tisti, ki te najbolj rani, ki te najbolj prizadane, da moraš biti tudi zanj hvaležen in mu pošiljati ljubezen. Najbolj hvaležen moraš biti za take stvari, ker takrat v bistvu mu pošlješ svojo ljubezen. Ne? Če pa gledava recimo, kar je v današnjem času tudi zelo popularno, boj med temo in svetlobo, je takrat, kadar ti pošlješ tistemu, ki ti je najbolj prizadel, ne? Na dušnem nivoju ljubezen mu pošlješ svetlobo. In hkrati prodreš v njegovo, bom rekel, v njegov prlog varnosti, pri katerem te je imel praktično pod nadzorom. Ne? In nekako, ko mu ti prodreš skozi to pristno ljubeznijo ali pa višjo ljubeznijo, bova rekla, potem tudi mu daš nek ključ, s katerim se more on kot nadaljni, bova rekla temu vozov energije boriti. Ne? Ampak največkrat ljudje, ki niso na isti valovni dolžini, recimo, tega ne sprejmejo, ampak sprejmejo zgolj kot napad nanje. Zato ti lahko tudi besedno povejo praktično, ne, kje si jih prizadel, kaj tebi manjka, namesto da bi oni sami pogledali na to, kaj njim manjka. Ne. Lep primer recimo je tak,
če je kdo uspešen, recimo ti ali pa jaz, ne? Ljudje, ki so nama bili blizu, na trenutke tega niti nočejo videti ali pa ne prenesejo, ne? In pol je v bistvu od naju odvisno, ali bova dovolila, da s to temo še naprej senčijo najine uspehe, ali bova pa jim to vrnila z veliko mero višje ljubezni. In višje ljubezni. Ljubezen pozdravi vse, pravijo, ne? Tako. Tako malo kliše se sliši, ampak ko razmišljaš, ko doživljaš različne stvari, vidiš, da je ljubezen res tista in da je zmeri vse v redu. V ljubezni ni napak. V ljubezni so samo priložnosti. Težko je razumeti, če slišiš samo stavek, a na dogodkih ljudem to približaš skozi izkustva, ki jih tam doživijo, da je pravzaprav vsaka stvar v življenju, tudi kakšna smrt, nesreče in vse, kar se nam dogaja, v bistvu darilo, ampak zavito v zelo čuden, boleč celofan. Črn celofan bova temu rekla, zaradi tega, ker takrat, ko se ljudje soočajo s smrtjo ali pa soočamo s smrtjo nekoga nam bližnjega, potem vedno ljudje naredimo navidezno napako, ko želimo v tistih parih dnevih ali pa parih minutah pred odhodom duše iz telesa popraviti, ne vem, 30-40 let za nazaj. Za mir pa ampak vsega. To ne gre. Tista oseba, ki v tistem trenutku odide iz telesa, se pravi, je njeno rentanje telesa končano, tista telesa je z nami že opravila. Potem smo mi na vrsti, da mi predelamo sami sabo in tukaj se pokaže tista višja pristna ljubezen. In takrat, kadar želiš nekako vzpostaviti stik, ne, z umrlimi, z ljudmi, ki so tako ali drugače odšli iz tvojega življenja, pa so še živeči tukaj, ne, nikoli naj ne bi uporabil v bistvu vprašalnika zakaj, ne, ker z vprašalnikom zakaj si mi to naredil oziroma zakaj si odšel, s tem daš moč tisti duši oziroma tisti energiji, da ti še vedno nadvlada v tvojem življenju. In potem se je praktično treba vprašati, zakaj imaš določene ovire v svojem življenju. Ali so te ovire namenjene tebi, ali pa so te ovire zgolj zaradi tega, ker si tej duši pustil preblizu in ona preko tebe v bistvu senči svojo energijo. To pa pomeni... Se pravi, tisto, kar sama ni zrihtala, hoče pa preko tebe Preko zrihtati. tebe, tako, ja. Ok, sem kar po domač povedala. Najboljše, ker jaz včasih zakompliciram, tako da nikamor ne pridemo. Na dogodkih prepoznaš tudi to, če je kakšna duša komu preblizu, v tem smislu, da je treba narediti res in reči duši, glej, ti pojdi tja, jaz sem tukaj, to je moje življenje, na takšen način? Takrat se praktično, lepo si to povedala, ja, ampak takrat se praktično na teh dogodkih, če se jih dotakneva, ne, zgodi zrcaljenje duše. Ne, ker v bistvu jaz kot medij pred samega človeka, ki stoji pred mano ali pa sedi, ne, lahko postavim zrcalo, zakaj se mu v življenju dogajajo določene stvari. In s tem tudi pomagam širši množici, ki je okoli njega. V bistvu se ne govori fizično, točno ne vem, Jože, ti imaš pa te probleme, na tak način se boš mogel s tem soočiti, ampak se to nekako zakompletira v en tak paketek, v eno tako zgodbo, kjer šele post festum, ne, pride za tabo, kje so tisti kotički, ki jih še moraš ti razdelati. Nič ni instant, ne, počasi pa z ljubeznijo. Samo juhe so. Samo juhe so, pa še tiste ne jeva, ne da ne? Tako ne. Ne, ok, super, odlično. Najlepša hvala, ker si se oglasil pri nas. Hvala tudi tebi za vabilo. Veselimo se skupaj tvojega dogodka, kot smo rekli, torej v mesecu februarju. 19. februar. Glasbeni del bo poskrbljeno, ljudje se morajo prej prijaviti, ne? Zaželeno bi bilo, ker so vstopnice kar po dostopni ceni, tako da jaz verjamem, da bojo kar hitro pošle. Hitro pošle in tudi navajeni smo že, da so tvoja predavanja mnogokrat razprodana, tako da je treba, ker če te pokliče. Najlepša hvala, Uroš. Hvala tudi tebi. In tudi vi, spoštovani gledalci in gledalke, razmislite, kdo je tisti v vašem življenju, ki bi mu morali poslati ljubezen, tisto višjo ljubezen, če tudi vam jo oni ne vračajo. Razmišljajte malce iz višjega vidika samega sebe in svojega bitja.
Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.